Dobar dan. Zdaj bom pa jaz uporabil Juretove besede. Jaz imam malo tremo, pa kar veselim se tega podcasta, ker ta podcast je bil... Tole bomo dal napotiham. Je bil nekako v planu že od samega začetka, odkar smo mi rekli, da bomo zalaufali ta podcast. Jaz sem imel današnjega gosta vedno v mislih. Zaradi tega, ker tik pred tem, ko smo mi zalaufali ta podcast, smo mi posneli en video, zanimiv. Ja. In glavni pod narekovaji igralec je bil današnji gost. A ti veš, kdo je? Ciril, to je današnji gost je taksist Mirsad Čustić. Ja, živijo fante. Zdravo. A imaš nadimk? Ja, Čusto me kličejo. Čusto? Ja. Recimo jaz tega nisem vedel, pa te imam v imeniku enostavno kot Mirsad, moj taksist. Res, moj taksist. Te imam not v imeniku, pa me kar takoj ti spustim eno vprašanje. Koliko ljudi misliš, da te ima v imeniku telefonskem? Tako, koliko ljudi tebe pokliče kot tebe, taksista in ne centralo? A veš, kaj hočem reči? Se mi zdi, vsaj kolikor sem te jaz poznal, da si ena od unih oseb, ki si ga želiš shraniti v telefonski imenik. Ja, celo življenje poskušam biti kekec. Dobra volja je najbolja. Tako da vem si za sigurno, da veliko ljudi me ima v svojem imeniku, ker kličejo. Ja. Kličejo. Mirsad, kje si, rabim prevoz in evo. A imaš zdaj na potih telefon? Ko jaz se spomnim takrat, ko smo mi snemali video, mi smo mogli vsi ugasniti telefone, sploh tvojega, ker to je non-stop zvonil. Ja, ugašnjen je telefon. Sploh zdaj recimo, ko sneži. Pa, mislim, to je taksisti po snegu ste... Iskana roba. Ja, moram reči, da takrat, ko sneži ali pa dežuje, absolutno, da Ljubljana rabi več taksistov, kolikor jih ima, ampak ti, ki delajo, so zasedani pol. Ampak ti si prej rekel, da ne delaš po takem vremenu. Ne, Zakaj ne? Zato, ker nočemo biti konja za eno šniclo. To so taksi modrosti. One on one. Stari, boš slišal, on jih je poln, res legenda. A lahko preden zalaufamo, jaz bi sam dve stvari razložil. No? Najprej, jaz se tudi toliko veselim tega podcasta. Mirsad, midva se še nisva srečala. Sem pa gledal tisti video, ki ste ga naredili. Mimogrede video, ki ga je Saša omenil. S Atmosferti smo v sodelovanju s Škodo takrat pripravili serijo enih videov lastnikov, voznikov Škod. Ja, Mirsad mimogrede voz Enjaka, električen taksi. Se bomo dotaknili tudi tega. No? Ampak jaz sem bil nahajpan že od vsega začetka, sem rekel, mi moramo tega človeka pripeljati v podcast. Mirsad, zdaj ste pa tukaj, no? Ja. Pa ni ga bilo lahko dobiti, da ne boš mislil, ne? Stari, mi smo imeli šefa oblikovanja Mercedesa, ki je takole prišel not, ne? Ja. A veš, jaz sem Čusto. Ja. Jaz sem Čusto klical že ne vem kolikrat, pa sem rekel, pa dej prid, pa bomo prežgali taksimeter, čakalno uro, prosim te, plačali bomo. Sam prid not v podcast, tako da zdaj smo se končno najdeli, tak dan se je poklopalo vse. Kam, na začetek? Ja, dej gremo na začetek. Ja, kako to, da si sploh postal taksist? Mislim, jaz malo poznam tvojo zgodbo, ampak dej ti povej, prosim. Ja, naključno. Dejansko dolga leta sem pel svoj tovornjak, ki ne marem okvirjev. Ja. Okviri so zame nekaj katastrofalno in sem od 87 leta podjetnik. Tako da sem šel na svoje pot. Špedicija. Špedicijo, ja, mednarodno špedicijo sem vozil. In ko se je začela korona v Italiji, me je bilo malo strah od sovražnika, ki ga ne vidim. Ja. Kaj, hrabar kot sem, pobegnem domov, zaklenem tovornjak in sem rekel, ne peljem več. Aha. A podjetje, ki ga imam dolga leta, ima taksi službo registrirano, upravlja to uslugo in ker ne morem biti na miru, da sem doma, da ležim,
Sem rekel, grem pa malo taksi delati. Čisto na ključ. Tvoj brat je tudi vozil taksi? Ja, brat je vodil celo podjetje za taksi službo in vozi taksi. Tako on je med starejšimi taksistimi. Po stažu, ne po letih, ampak po stažu v Ljubljani. Podjetje samo kot podjetje pridno. Fanti delajo v mojem podjetju in rezultati vsega tega je ta skok na električne avtomobile. Na zadnje, ko sva se midva peljala, je bil brat še na, rečemo temu, navadnem avtu. A je zdaj prešaltil na električen? Ja, zdaj je na električnem EQB Mercedesu. A res? Ja. Vem, da takrat sva se pogovarjala, pa je bil še mal skeptičen, pa vem, da si ga ti prepričeval. Težko ga je bilo prepričati, ampak zdaj ga ne morete van doveti za avto. Pa daj gremo na to takoj, če smo že odprli temo. Zakaj so električni avti dobri za taksiste? Absolutno največji problem v taksi službi je stroški. Ja, seveda. Vzdrževanje avtomobila, gorivo, financiraš petrol, pa ti ne dajo niti 1 liter zastonj na leto. A celo leto jih financiraš, kupuješ petrol, oni služijo. Tako da sem rekel, pa jaz ne bom financiral petrol. Okay. Ko sem prvič šel pogledati avto, sem šel v Planet Solar, tam sem probal tega MG-ja, malo mi je bil premehan za taksi službo. Brat prav, ne, premehno je. Gremo kaj drugega pogledati. Tako da smo šli okrog po Ljubljani, po teh salonih in na koncu končamo v Domžalah, ki smo pri gospe Škarjančevi šli probati ta tesni avto Škodo Enyaq, ki je dala vse od sebe. A je bila ljubezen na prvi pogled? Tako je. Kje pa se lahko tikamo? Ja, lahko. Kje pa ti tankaš takole, pol ta štram? Mislim, mene zanima bolj ta logistika čez dan to. Imaš ti en tank dosta, kako je zdaj tvoji premiki po Ljubljani pa okolica pa to? En tank za moj šiht mi je absolutno dost, pa še malo ostane. Pa še nima največje baterije, veš? Ne, ja. 60 kW. Da nehi. Ja. Zdaj po zimi, ko je mraz, pa to, čeprav avto ima dodatno opremo, toplotno črpalko, naredim tam cirka 280 km. V redu, puna kapa pol. Ja, za šiht absolutno. A pa ga čez noč ga polneš doma, oziroma vi tak nimate noči pa dneva, se pravi takrat, ko ne delaš, ga polneš? Takrat, ko počivam, avto se polni, jaz počivam. Aha, čakaj, ne, Mirsad. Povej svoj legendarni stavek. Kava se pije? Kava se pije, avto se polni, ja. To je kvot, sem jaz rekel, da bi ga mogla Škoda takrat dati na billboarde. Ja, res je. Boljšega stavka marketinškega ni. Ja. Ampak je res, je resnica. Ampak resnica, nič drugega. A lahko jaz... Zdaj smo že zaronili v ta taksi, ne? A grem lahko jaz še malo bolj nazaj, no? Mene full fairbec smatra, no? Mirsad, da mi povej, odkot ti sploh prihajaš, kje si bil rojen, a so tebe, a veš ti, da ti zaključiš špediciji, jaz razumem, da je to nemiren duh, ne? Ampak jebemo mast, aj tebe so zanimali avti, kamioni, mobilnost, mislim vse, kar se premika, tehnika že kot otroka. Kdo sploh si, odkje prihajaš, kako je izgledal tvoj life do tistega trenutka, ko se je pač zgodil taksi? Pa to? Ja, lejte, rojen sem v Bosni, v Sjedinjenih bosanskih državah. Da jaz hočem, to me zanima, no? Ja, prihajaš malo kako... Bosanski Novi, to je en lepo mesto na reki Uni, tam sem rojen. Kot otrok sem šel tam v šolo, po končani osnovni šoli sem pa na Hrvaškem v Sisku nadaljeval šolanje, a ljubezen do motoristike, same motoristike, od avtomehanike pa motorjev, pa sklopov, je od otroštva. S 7 let sem začel voziti motor. Pa to sem jaz vedel, da mora biti nekaj tazga. No. Pa ta prvo avto, pa vse to me zanima. Ja, prvi avto je 11 let. Ukradel sem fičota doma. Itak. Pelil sem se 40 km k bratrancu, stran na Bosanska Krupa, pol je pa poter prišel čez 6 ur, po gruntu, kje sem. Čakaj, ti pa 11, star.
11 let, ja. Ne, no. Zdaj si ne predstavljam, da moja ta malo vzame avto, pa gre 60 km. Ti, če se ima, Ne, no. kako je pa ti, kako je pa fotor odreagiral, oziroma kako je pa šlo No. za tabo, on če ni imel avto ti? Noč, ko sem bil pri punci, ni nič rekel, je rekel, a gremo domov. Torej, ne, da si imel avto prenajti, ti si imel že punco prenajti. Ma ne, no. In, a so bile batine? Ne, Ne. sem me objel in rekel, res ta, gremo domov. Na. Sem rekel, ja, počakaj malo, pa bomo šli. Da si se še zljubil. Pa. Ja. Lepo. Stari. Dej še kakšna zgodbica me zanima za otroštvo, kaj ste ga srali, no? Pa avti, pa tako naprej. Zihar je velik tega, no? Ja, ogromno je. Bom samo eno, ker sem hodil v srednjo šolo, pa je bilo pol metra snega, na, ceste zametene, pa to. Jaz sem šel pa z motorjem v šolo. Kar lahko. Ja, samo je cross motor, na. 14 let sem bil star in sem šel z motorjem v šolo. Vsi so rekli, da nisem normalen. Itak. Pa bi mogel danes peljati, le kakšno je od zunaj. Ti bi mogel imeti to v krvi, da peleš po snegu. Že, takrat sem motor razbil, zdaj pa ne bom v konja. To si zamolčil. Ja, dobro. Ej, povej. Ne, zdaj kaj, zdaj mi je 6, zdaj smo prišli od prvega motorja do avta, pa fičota, pa snega, pa to. Kaj pa vojska? Kje si pa vojsko služil? Si tudi kaj pelil? Ja, vojsko sem služil, sem dejansko celi vojni rok sem služil. Nisem bil tako kot ostali, ker vedno sem šel na neke vaje, na novo usposabljanje. Kje pa si bil? Tako da v Novem mestu sem začel služiti, pa sem pa dejansko šel v Slavonsko Požego, iz Slavonske Požege za Niš, iz Niša za Bilečo, iz Bileče za Beograd, iz Beograda Ljubljana, z Ljubljane spet Nov Mest, tam, kje sem začel, sem končal. Če sem uprostil, zakaj je bilo pa tukaj premikov? Jaz sem bil ta specialna enota in sem mogel vse delati, kar rečejo. Kaj zdaj to pomeni? Kaj obsega to delo specialne enote? Začel sem kot specialna policija. Ta prvo v prometnem oddelku, pa interventni oddelek, pa na koncu specialci. Specialna enota je Pa to je bilo po tvoji želji, da si pol toliko menil lokacije, ali so te tako pač selili, ker so oni rabili? Ne, dejansko so rabili možakarje, ki so imeli predispozicije. Ker ko sem bil na rekrutaciji v Sarajevu, me je pukovnik sam pogledal, sem bil enak kot od majke rojen, je uprl prst vame in rekel, ti boš šel za Niš. Jaz ga nič nisem razumel. Pridem ven, pa mi desetar prav, kaj so ti rekli? Sem rekel, Niš. Niš bo šel, a veš ti, kje je Niš? Jaz nisem takoj pogrunto. No, ko sem bil tam, sem vedel, zakaj mi je rekel. Ker sem se dejansko ukvarjal z rokoborbo, telesno sem bil tukaj močan, bicepsi pa vse ostalo, je rekel, ja, ti boš tam končal. Se pravi, v Nišu je bila, so bili top? Top, specialna 707 padobranski polk. Daj mi kakšno zgodbo iz vojske, povej, zihar imaš kakšno dobro, no? Ne smem. Ma daj, kaj je lahko? Pa vojna tajna. Ne, mi smo imeli Gašata, na moji majici, Gašata smo imeli, ki je imel tudi veliko tajn, pa je nam je povedal. Ja, bom eno povedal. Dej. Ko smo bili v Delibatski peščari, tam smo jedli črve, gliste, kače, vse, kar je bilo, mravlje. Evo, to je. Zakaj? Ja, preživetje v naravi z generalom Jerkičem, ker on je bil, pisal je knjige kulinarika za JNA, recepte pa to. Čekaj.
To je skrivnost. Ne, To je skrivnost. To se ne sme vedeti. A res? Okay. Bomo to rezali ven iz podcasta. ti kako pa je polun moment, ko moraš črva pojesti, pa te fore, dej. No, če normalno, se človek za silo še muhe žre. Je to res, ja. Če 3 dni nisi nič jedel, si pa v puščavi, pa kar dobiš, poješ. Ok, pa dej za nazaj, ko pomisliš na vojsko, pa na mladost, pa so to pretežno pozitivni spomini, mislim, črvi, kače gor ali pa dole, kako? Zelo lepe spomini. Na Švica, Kaj pa počitek, vojska, ne? Aha, ok, ja, razumem. Prešvicaš, pa se pa odpočineš, oddahneš, pa greš naprej. Evo. Ok, dobro. Ja, Švica je tako. Čak se malo, smo šli že v Švico. Tako, kako iz Niša zdaj v Švico šel? Ok, dobro. Pa dobranom. Ne, se ti je. Ok, kaj pa pol po vojski, no? Kako je pa to življenje takrat pa vzgledal? A šel takoj v kamion? Ja. Ne, v vojski sem končal vse kategorije, ne? Tisto vojaško C, za avtobus, za vse. Samohodke bi lahko pelo, ne? Ali pa vse stroje, goseničarje pa tak. Enostavno ni mi padlo na pamet, da grem tovornjak pelat. Kaj si pa pol delal? Poročil sem se. Full-time job, Ciril. 18 mesecev samski, ne, kot mladenič, ko pogledate. Prvo punco, ki sem jo spoznal, ne, je bila drugače Prekmurka rojena, Novomeščanka. Tako da sem ostal v Novem mestu. Aha, lej, imamo še enega Dolenca, kje pa je naš Dolenc? Ja, ni. Ja, danes pa šprica, ne? Ja, zdaj, ki lahko vprašam. Jeste se brain fart, nekaj se hoče vprašati. Aj prezgodaj. Pa ne, možgan za brain. Človek je sam 3 ure spal, pa je bolj preseben kot ti. Aj si vozil po noču, kako? Ja, v 7:30 sem šel spat, v 7:30 auf. V redu. Zdaj, pa Mirsa, zdaj mene že kar zanima. No? Taksisti vidite, pa doživite marsikaj, ne? Ja. A veš, če ti jaz rečem, da je eno tako malo zanimivo zgodbo, ki jo lahko poveš, pa sej ne bomo o imenih, ne? Daj mi povej, kaj se kaj zgodi, kaj na zadnjih sedežih, kaj kar ti najprej prije na pamet, no? Da se kušnejo. To je čisto normalno. Normalno, ja. Ja. Dogaja se marsikaj. Od zunaj avta, v avtu, saj nekateri poskušajo marsikaj. Ampak morate biti previdni. Kar bom rekel, je res priporočilo za vse taksiste. Ko vidi, da se stranka Maja ziblje, najboljše biti kekec dobrovoljček, odpreti šipo. Gospoda, ste vi za Kopar? Ne, jaz sem za Svetličarno. Pa niste moja stranka, jaz grem naprej iskati svojo stranko. Tako da nimate sitnosti. Aha. Ti Ti znaš že filtrirati nadaleč? Ja, nadaleč morate filtrirati, ker drugače res imate snoče edmo težave na pumpi, ne vem točno, ker enostavno pijani so. A je alkohol najhujši problem? Alkohol. Si dosti tega videl, ne? Videl, v moj avto ne grejo. Aha. Isto takoj filtriram. Kaj pa če skliznejo not, če te dobijo, če sta filter pa ne more, vrata so zaklenjena, dokler jih ne odprem, ne more v avto. Ne, ampak da recimo, ajde, da slabo precenaš človeka, pa da pride not. Ja, enkrat eno punco sem slabo precenil. Kaj je bilo? Normalno, usedemo se, pa pogledam v špegel, se je imela roko čez usta. Sem rekel, a boš ti bruhala? Hitro sem ustavil na tuk, da je ven zbruhala, da ni po avtu, to je edino, kar človek dejansko ne morete pogruntati, ali bo nekdo bruhal ali ne. Razumem, ja. Kaj pa nasilje? Enkrat sem 3 fantje vprašali, kaj mi je strah.
Sem rekel, ja, sem bedak, nima straha. Ne? Ali tako, da te kdo napade Evropa. Sem rekel, ja, strah me je. Sem dal desni šmigavc, ustavil avto, sem rekel, van iz avta. In smo se hecali. Ne, van iz avta, mene je že toliko strah, da bom policijo poklical. Ja. So šli van iz avta. Ej, zdaj sem se pa zelo na hitro spomnil tudi to, kar si rekel, ko govoriš o strahu, ne? Velikrat sem govoril tudi že s kakšnim špediterjem, s kakšnim voznikom tovornjaka, ne? Ti, ki se enkrat podaš izven meja države, kjer se počutiš dobro, kjer se počutiš doma, ne samo, da nisi na lastnem teritoriju, da najbrž teže govoriš jezik ali pa sploh ne? Ja. Greš najbrž tudi zelo daleč. Kje je bilo, a veš, je bila kakšna zgodba, ki je bila res tako, da je bilo na meji, ali pa kje si se najmanj dobro počutil? Kje na cesti, mogoče celo v kateri državi, ali pa če se ti je kje zgodil? Ja, ne vem, ali sem imel srečo. Edinka mi je guma počela. To je to. Ja, druge so ropali, tako tudi če sem bil zmatran, sem nadaljeval, da pridem do pravega parkinga, osvetljenega. Ki se parkira po takih parkingih neosvetljenih, pa to marsikaj se zgodi. Italija je najbolj nevarna. Jaz po Italiji nikoli nisem spal. Tudi normalni parkingi, ki pridejo z motorji, če imate polet, malo šipo odprto, spite v tovornjaku, našpricajo sprej, oropajo vas i... Kaj sprej te uspava, kaj? Ja. Aha. Ja, sprejem vas zašpricajo in na koncu se tam zbudite na travi, ne veste, kaj se je zgodilo, ne veste, tovornjaka ni, robe ni. Ja, se dogaja. Previden v vsakem slučaju, človek mora biti previden. Ne? Pa kaj, več ali manj Italija, ali kako? Ste kje vzhodne države? Nemčija, pa gor Danska, Norveška, to je čisto normalno. Tam res ni tega. Italija, Francija, tam je bolj ropanja. Nažalost, ja. Ne morem reči. Ja, ne. Zahod, ali si rekel vzhod? Ja. Ja. Mirsad, prej si omenil to premagovanje utrujenosti. Kako pa danes kot taksist premaguješ utrujenost? Ker jaz vem, da ti zelo veliko časa preživiš v avtu. Nažalost, vsi taksisti preživljajo veliko časa v avtu, ker naša služba ni služba, greš v pisarno, usede se, oddelaš 8 ur, pa greš domov, ampak moraš zaslužiti denar, imeti kar smetiško, pa pobirati denar po cesti. To je služba taksista. Če si v avtu, nekaj bo zaslužil, naredil promet, če pa te ni v avtu, pa nisi taksist. Pa da gremo čez en tvoj tipičen dan. Kako izgleda tvoj tipičen dan v službi? Ja, preden grem v službo, imam kužiko, ki jo peljem ven. To je tvoja velika ljubezen? Ja, to je moja ljubezen. Peljem jo na sprehod, pa kavo si skuham doma in spijem kavo, usedem se v avto, prižgem to tablico našo, ki imamo od Metrojevo aplikacijo, da smo dosegljivi naši centrali, in začne se del. In šljaka? Šljaka, ja, sedim pred bajto dejansko. Čakaš poziv? Cela Ljubljana metro ima domet do vsakega taksista in če rabi na tem območju, takoj dobite na tablico poziv. In koliko časa traja tvoj prvi del šihta, recimo, toliko da rečeš, da zdaj sem pa v kosu oddelu en del? Ja, 4 urce, pa grem na kavo ali na malco. Počitek, pol ure, uro, odvisno. Kdaj se pa za noč ne odločiš? Ja, vikend je najbolj zanimiv. Čeprav imamo veliko teh naših fantov in deklic, gledamo jim pomagati, ker malo preveč potegnejo, ampak dragi so mi. V nočnih izmenah je veselje, fešte so. Ljudje so veseli, zakaj ne bi bil jaz vesel? Zdrav sem, hvala Bogu, pa nekaj bom še zaslužil.
Stari, ko sem razštelan čist. Imel sem vprašanje do 2 sekunde nazaj. Vem. Zdaj sem se pogovarjal z enim taksistom, pa je rekel, da je včasih imel karavana, zdaj pa nima več karavana, ker se mu zgodi, da je, ne vem, a je opis avtomobila karavana, da folk hoče imeti karavan za taksi, pa pripelje pred blok in folk hoče seliti. Tole omaro bomo... Ja, stari. Tole omaro bomo zrihtali, pa tole bomo kepelali, halo, stari. Kje pa piše opis avta? Ne vem, ali mogoče ti lahko, ko pokličeš, rečeš, rabiš več prostora ali pa tako. Ampak je rekel, ne bom karavana vozil, kaj je folk meni omare noter tlačal. Ja. A veš, svašta najbrž, ne? Taksi dejansko sploh ni več luksus, kot je včasih bil. Gospodski prevoz. Ja, taksi branža je bila luksus, ljudje so taksi rabili za prevoz od točke A do točke B. Zdaj se pa na mestrolo prevažajo z metrojem, zato ker cene so zelo nizke. A so prenizke? Prenizke cene, pa morate sedeti 10-12 ur, pa tudi 16, če hočete preživeti. Naravno, v bistvu. Ne vem, če se lahko teh stvarih pogovarjamo, ampak dej povej mi, kako to zgleda, ko si ti vezan na eno taksi službo, tako kot si ti metro. Kako zgleda razporeditev v bistvu tega zaslužka? No? Ja. Kaj moraš ti njim dati, kaj oni tebi dajo? Oni so moj dispeč, dejansko me snadbevajo ali recimo pilajo strankam. Tako da, kjerkoli si v Ljubljani, vedno boš dobil stranko. To je najbolj pomembno, zato je metro številka 1 v celi Ljubljani ali pa mogoče od drugih mest. In smo hvaležni metroju, ki ima tako reputacijo svojo. Okay. Mi se trudimo priti hitro, 3-5 minut, oddelati z nasmehom svoj del, koliko pokasiraš. Metro finančno z nami nima nič. Mi smo podjetja, ki živimo zase, od svojega zaslužka. In obvezo imamo plačati metroju mesečno. To ni renta, to je centrala se plača, dispeč. Njihove storitve. Ja, storitve. A iskrenost, koliko to košta? Mene to zanima. Zakaj? Nihče nas ni vprašal, ko je bila korona, ko smo sedeli po 16 ur za 6 evrov. Edin gospod Enes, ki nam je znižal cene svoje usluge, tuk minimalno, da ne gre v totalni minus. Enes je kaj, lastnik metroja? Ja, Enco. Enco. Ja. On je lastnik metroja in ko je bila korona, res smo imeli od njega podporo, absolutno. Hvala mu. V mojem imenu, v imenu mojih zaposlenih, kar je naredil veliko stvar. Zdaj plačamo 220 evrov, ker ni tak strošek. 220 na mesec? Ja. A pa ostalo, ker ti noter preneseš še tvoje? Mislim, tvoje. Od mojega podjetja. Vzame, seveda, razumem, ampak avto nekaj vzame vzdrževanje in tako naprej. Absolutno. Vsi stroški grejo podjetjem, ki je v sustavu DDV-a, davčne zavezanecam in ti stroški se razpodelijo na vzdrževanje, na plače, na ostale stroške. Kaj si pa pred električnim avtom, pred Enjakom si kaj vozil konkretno? S čim si vozil? Passata, v taksiju Passata, karavana. Selitve. Ja, pa ti kot taksist lahko tudi napišeš, ne vem, kaj pa ne vozim psov ali pa živali, ali pa imaš ti... Ja, to je glede na to, da so vsi avtomobili, ki so večinoma vsi v taksiju, edin Laguna pa Rondo imajo nekaj svojih avtomobilov, Cameo, drugo je vse privat in lahko odklonimo katerokoli vožnjo. Lahko napišemo, da je v računalniku gor v metroju, da ne peljemo pse, da dostave ne delamo, pa take stvari. A ja, si se s kom že skregal? Ne. A se kdo probo skregati s tabo? Ja, sem se ga smel, kekec. Kekec. Ljudje poskušajo, se pravim. Prav, kaj pa če nimam denarja?
Sem rekel, jaz ne bom umrl. Boš ti umrl, zato ker nimaš denarja. Koliko pa je takih, da se zgodi, recimo, a ti presodaš, ko nekdo nima denarja za plačati taksi, ali je pozabil, ali pride do teh situacij? Pride. Veliko zapravijo po gostilnah, potem pa zmanjka. Ne? A te pokličejo naslednji dan? Večkrat se je zgodilo, res so fantje pridni, dajte mi prosim vas vašo številko, pa vas pokličem, bomo to porihtali. Zdaj res nimamo, sem zgubo ali ne vem, kje je denar. Pri meni je tako, da ne more van iti, dokler ne plača. Vrata se ne more odkleniti. Aha. Ja. Pa Mirsad, povej ti, posluši, v Jovana sem bil v specialni enoti, tako da... Ja. Ampak vedno kekec, dobro volja. Ja, sej, To je tvoje vodilo. Na lomu te bom z nasmehom. Ne, lejte. Ne, se hecam. Ljudje so, res zgodi se, veliko sem jih pelo, pa pride, prav, lejte gospod, jaz imam 5 evrov in dokler bo na taksimetru ne pride do 5 evrov, me peljte, pomošel pa peš. Ne? Je pa res kilometer pa pol, 2 stran od doma, jaz ga zapeljem do doma, prav, velika hvala, sem rekel, malenkost, ne? Saj da vidim, kje živiš. Pa si na lepem kraju, Ja. pa si pa zapomnijo. Ne? In te shranijo v telefon. A veš, To je tisti moment, stari, ki rečeš pizda, kjer modelno. Pa se ti pravim, veš, koliko folka ima njegovo telefonsko? Ja. Jaz ne vem, če ima kdo več shranjenih telefonskih. Kaj je bila pa najdaljša fura? V taksiju? Ja. Beograd, ziher, stari. Ma ne, korona je uničila te dolge vožnje, moram popravič povedati, kar se spomnim prej, ko jaz nisem bil v taksiju, brat je pa delal, taksi službo, ja prav, grem za Benetke, ali pa to. Sem rekel, jaz sem do Trsta šel najdlje. Dobro, v redu. Ja. Tako da počakal stranko, pelo nazaj in vsi zadovoljni, ampak ni več teh vožnje, ki gre za Frankfurt ali pa München, pa Zagreb, letališče, pa Trst. Aha. Kaj pa, če pride do te situacije, da te nekdo za Zagreb zdaj pokliče, a greš z Enjakom? Enjakom, Res? Seveda, infrastruktura je ok. Tako da na letališče pridem, sploh ni problem. Pridem nazaj recimo bi v Ljubljano prišel, ampak na Brežicah se vstajam, spijem kavo, dotankam pa grem naprej. Ti, kako pa stranka razume, mislim, veš, najbrž je kdaj tudi stranka zraven, ko polniš baterijo, a je to ono? Ne, nikoli. Takrat si vzamem počitek, ker stranke imajo svoje opravke. Ja. Kako pa stranke reagirajo v trenutku, ko se zavedajo, da sedijo v električnem avtu? Ja, tako so tiho en cajt, kaj je to električni avto? Sem rekel, kaj se ne sliš? Prav pa se ne sliš, je pa električni. In oduševljeni so, v glavnem gledajo notranjost, jim je všeč. En je rekel, Madonna, kak brutalen avto. A pa te kdo pokliče izključno zaradi tega, ker imaš električni avto, ne zaradi tega, ker si kekec? Ja, kekec je ta prvi, ne? Ker... To je itak, vem. Ampak tako, če imaš take navdušence nad avti, pa te zaradi tega kličejo. Kličejo, pelo se na blede na stranke, ki so izključno hoteli se pelati z elektriko. Na elektriko, da pridejo gor. So šli malo pogledati neke stvari, so rekli, 2 urce, naj jih počakam, pa peljem nazaj, sem rekel, ni problem. Kako pa je izgledala tvoja računica, ko si kupoval električni avto? Verjamem, da si tako preudaren, kakor si dal vse na papira, ne? Kako je izgledalo to? V katerem trenutku si ti ugotovil, da se tebi splača imeti električni avto? Ja, ali so izključno gorivo, ali si gledal? Absolutno gorivo. To je prva stavka, edina odločitev je bila. Pa da gremo primerjati to, recimo, no, veš, kakšni se pa najdejo, pa bojo rekli, ok, jaz pa natankam Passata polnega, pa ga imam 1100 km. Za 1000 km ali pa kaj tazga. A po Ljubljani ne, na odprti cesti lahko. Ok. Točno vem, koliko Passat žre in kako. Po Ljubljani je tam nekje 800 km ta Passat. Da. In
en poln tank Passata je 110 evrov. 110 evrov. Ti pa 800 km narediš za koliko denarja? Ja, dejansko naredim za 3 polnjenja, naredim več, 900 pa še nekaj kilometrov in to mi pride 18 evrov. Kje pa polniš največ? Doma, na domači? Največ doma na svoji polnilnici, ampak tudi te hitre polnilnice so koristim. Ne? Se pravi, zakaj vsi taksisti nimajo električnih avtov? A je to še zmer tabu tema? Vprašanje za 1 milijon evrov. Ti tega ne razumeš? Jaz ne razumem. Zgleda, da nimajo sebe radi ali pa nimajo dobra podjetja, ki bi jim omogočila, da pride do tazga avta. Absolutno, če hočeš imeti tak avto, avto je strošek, ne, v samem startu. Ti električni avti so od 50 do 70 tisoč evrov. In če ti podjetje ne posluje, kot se spodob, če ni kreditno sposobno, ne boš pel električni avto. To gnalja prišparati na kup v taksiju nemogoče. Ja, razumem, da pač plačuješ kredit oziroma ja, leasing, ampak leasing kuča s podjetjem, ki nima boniteto dobro, enostavno ne posluje. A pa si, zdaj, ko je brat kupoval električni avto, zakaj ni šel spet po Škodo? A mu je, ne, Škoda je ok, prostoren avto, brat ima veliko kil, ampak njegov prijatelj ga je nahecal, zakaj ne bi Mercedesa. Sam Mercedes EQB je bistveno manjši, ne? Pa tudi z dosegom mislim, da je dosti slabši. Ne. A ima ta veliko baterijo? Ta veliko baterijo ima, mislim, oni imajo enotno baterijo, 400 km ima dosega. Se spomnim, sem vozil EQB. Ja. Zdaj sem in krivico naredil ne, ampak je pa prostorsko, je pa čist druga zgodba. Druga oblika, ampak lušen avto. Razmeroma drag tudi, ne, glede na velikost. Ja, novi s full opremo, pa da ni AMG je 76 evrov. No. Koliko je to mesečnega leasinga? Morate se znajdeti, nekaj dobite popusta, pa malo prišparate. Skratka, računica je. Ja, brat ima obrok 924 evrov. Ej, kako se pa polo to taksi zgodbo, če se sprav spomnim, smo se enkrat tle polet pogovarjali, kako je pa zdaj uno mrtvaško vozilo, pa to je to še aktualno? Kaj? Uno mrtvaški. Daj me spomnim, kaj je bila že zgodba? Je, ko ste rekel, da boste kupili enega Mercedes, da greste iskat en mrtvaški voz. Ja. Se spomniš? Še je aktualno, samo tle imamo zadevo, ki mi ni všeč, to je lobizem. Dej, to pa me zanima. Enostavno za ta del obstajajo lobiji, ki ne morete zraven pridati, pa se ne rad prerivam. Sem rajš rekel, če bom kupil ta avto, ga bom imel v garaži. Ti za na počitnice, ki je ful placa. Ampak čakaj, res si imel namen pač to delati? Ja, absolutno. Pa si videl, da se ne da zraven prideti? Ne morete. To se pravi, imaš kaj 2-3 firme, ki vozijo preminule in tle smo zaključili zgodbo. Ja, žale so monopolisti in to je to. Mislim, škoda, tako se mi zdi, zanimiv razvejati svojo dejavnost. Ne, ker bi Mirsa da še enkrat povabil podcast, da se pogovarjamo o tem poklicu. Mislim, zakaj ne? Ja, na sej. Ja. Sej, vsak poklic je zlata vreden. Morate imeti voljo do njega in pot so pa rezultati. Ja, razumem. Ej, kaj je težje biti, taksist ali voziti kamion? Taksist. Zakaj? Ja, v tovornjaku je en bedak, v taksiju nas je lahko več. Ampak čakaj, po drugi strani najbrž obstajajo lepe strani tega poklica, ne? Kjer ga zdaj? Ne, govorimo, če ne, pač Mirsad ne bi ustrajal. Daj mi povej, kaj pa tisk, kaj je pa res lepo? Lepo se mi zdi, ko peljem starejše ljudi, pa ne morejo v avto, pa hojico imajo, pa 2 vrečke, ne morejo jih nesti do bloka,
pa se vidi, da so hvaležni. Ne? In takrat res imam polno srce. Pa tudi kakšna prijateljstva dobiš, ne? Na ta račun. Ja. Mislim, vsaj mi, da so se tako spoznali. Ja, no? seveda, ljudi spoznaš, vzamejo tvojo telefonsko, pa kličejo, lej, imam težavo, kaj malo sem potegnil, pa ne smem pelati, prideš po me. Ne. Pa ga pa čakaš 1 uro, z njim si zraven, pa te objame, pa joka, pa evo, take zgodbice so pri taksistih. A te kdo kdaj na žurko povabil not? Ja. Tis, ki te pokliče, pa bi on rad vsem še malo stal, pa pa že tam. Ja, pokličete. Pa prid z nami. Prid, jaz, pit, vse imaš, taksimeter ne laufa, ne. Ja. Aj te pol vseeno, v redu, se če laufa. A ne, pa tisti večer spoznaš samo ene ljudi, poanta je, da spoznaš veliko ljudi. Ti imaš samo odgovor za vse, stari. Res. Podmazan. Ja. Ne moramo reči podmazan kot električni avto. Ja, pa vzdrževanje je tudi, ne sam štrom, ne, tudi vzdrževanje pri električnem avtomobilu malo drugačno zgodba. Ne? Zelo pocen. Veliko cenejško, kar pri navadnemu, ker jaz drug teden grem na 3. servis. In to je vizualni pregled in updatanje programa. Se res, koliko imaš pa kilometrov zdaj? 91,000. Kaj, v 2 letih? Leto pa pol. 91,000 v letu pa pol. Kako pa je baterija? V redu? V redu. Doseg je zdaj v zimskih časih tam okrog 300, poletje je pa več. Ej, se to me zanima. Taksisti ste po mojem eni najboljših diagnostikov tako avto, a ne? Vse veste, kaj se dogaja na trgu. Ne vem, če neka škoda, govorimo zdaj Octavia navadna, zamenjajo neke nosilce za motor, taksisti boste tako vedeli, prejšnja je bila boljša, ker so nosilci bolj zdržali, lahko si naredil 200,000 več kilometrov, pa to. A se kaj pogovarjate med sabo tako o avtomobilih? Ja, ko smo na kavi, ne. O vzdrževanju, v glavnem, mogel sem turbino menjati, neka plastika mi je not uletela. Ja. Take zadeve. Vi vse veste, kaj se dogaja. Vi bi lahko imeli postranski posel to, da svetujete pri nakupih. Je najboljše kupiti od taksista avto, ki ga on redno vzdržuje. A je to res? Ja, to je res. 2-krat na leto, se pravi, tehnični pregled imaš, avto mora biti tip-top. Ne. Ja. In če je taksist lastnik avta, ne samo da je šofer, ampak da je lastnik, ta avto je top. In sigurno, če vzamete taksista avto, 2-3 let ne rabite nikamor iti na servis, sem rednega servisa. Ne. Ti je pa zanimivo drugače gledati, ne, kako vsak taksist, vsak toliko časa se oddam in test na avto, pa se treba kam premakniti, pa se peljem s taksijem. Ne, kako vsak taksist zagovarja svojo izbiro. Ne. A veš, recimo ti si zelo dobro utemeljil, zakaj je električen avto, ne? Potem nekdo zelo dobro utemelji, zakaj, ne vem, voz Priusa, pa da mu hibrid kur pa tok mal, pa da ima že, ne vem, 700,000 kilometrov. Potem nekdo voz, kaj so že uni, a je Citroen, kjer je že ta pocen Citroen, nizko cenov, a je bil Citroen, a sem se zmotil. CLZ, recimo, se mi zdi, so bili nekaj časa zelo popularni, se najbrž so še zdaj. Pol nekdo leti z Mercedesom C, pa pravle, to je meni top, zato, ker ne vem. Je zanimivo poslušati razloge. Ja, lahko rečem, da je CLZ trpežen avto. Imam enega v podjetju, ki ima 500,000. Pa je še originalni motor. Evo, kje avti pa so v firmi? Pri meni? Ja. Se pravi CLZ, Citroen, Peugeot 301, pa je Passat, ne. Škoda Kamik nova, Škoda Karok, Škoda Enyaq, Mercedes EQB in zdaj na nov pride še Ford S-Max. Vi je še S-Max. Ja, in vsak avto 220 €, ali je to na firma? Ja, na firmu so avti. Ne, ampak zanima me tistih 220 € za metro taksi. A je to na človeka? To je na človeka, na avto? Na avto. No, okay. No, seveda, ja. Kako pa dobiš licenco za taksi? Licenco kot licenco, ali tudi moraš kaj plačati? Letno se prav plačamo to Molovo dovolilnico. Koliko pa to stane?
Z vlogo 225 evrov. Ti zadnjič sem se vozil v Atenah v taksiju, pa taksist pravi, da je začel voziti 2014 in takrat je mogel plačati za dovoljenje 45,000 evrov, da je dobil taksi licenco, zdaj stane pa 100 jurjev. Kaj? V Atenah, ja. To je znano, da so ponekod, ne? Ker so omejeni število? Mislim, ne vem, če so omejeni številom, najbrž že. Prav, da se da fejs dobro živeti, da seveda v tistih 8 mesecih, ki traja sezona, ker je razmeroma dolga, ne, ali pa celo 9 mesecev, da ogromen noter prenese in on, ki je enkrat plačal teh 45 jurjev, oziroma tiska enkrat plača teh 100 jurjev zdaj za licenco, tam nekje, da je to in pol od tam naprej je seveda pač vse tvoje, no? Da ni drugih stroškov, mislim, ni drugih stroškov, to je izjemen strošek, ampak je zanimivo videti, kako ponekod... Ne vem, kako da tam funkcionirajo. Tle, da bi imeli taksi licenco, pa to morate delati izpite. V šolo hoditi, imeti podjetje, ki je registrirano za to dejavnost. Oni verjetno, da neko kaucijo dajejo, ker ta denar pol jim stoji na podjetju kot garancija, da za potnike, razumete, kot kargo zavarovanje. Možno, ne vem, ja. Tako da zavarovanje robe v transportu, ne, pa to plačate, pa imate tam boniteto, pa mislim, da ne morem reči, kako tam funkcionirajo. Mirsad, kako pa gledaš na te nove digitalne platforme za prevoze? A se jih kot taksist pač bojiš ali jih ne maraš? Ne. Kakšen je tvoj pogled na to? Lete, del je del. A ga dobite od Janka ali od Marka, je vseeno. Samo je poanta, da preveč mladine, ko zlorabi to aplikacijo. Zakaj? A pelje se od Ilirske do pizzerije do Sitole. Vi pa morate vzeti vožnjo. Ampak ta vožnja peljete se vi 4-5 km, da pridete do Ilirske 2, da bi njega pelali do Sitole, ki je 3,20 €. Dejansko zgubljate čas. Tako da tle bi bilo treba nekaj narediti, da lahko aplikacija, ampak vsaj 2-3 km, da se pelje stranka. Bolj sem imel v mislih to, da bojo, ne vem, te taksi prevoze oziroma nasploh prevoze začeli prevzemati ljudje, ki niso taksisti. A veš, kaj mislim? To že delajo, ja, po železniški postaji jih vidite, imajo svoje aplikacije, pa ne vem, država bo to zrihtala. A bo? Ja, seveda, ker DDV jim gre stran, oni ne plačajo nič, samo kasirajo, ta združena vožnja, mislim, ne vem. Jaz imam še eno vprašanje, ki se nima nobene veze s taksisti oziroma z prevozom ljudi. V vseh teh letih, to se pravi po vojski, se mi zdi, da se pol nekako človek ustali v življenje. Ste kdaj delali, ali pa kaj je bilo najbolj nenavadna stvar, ki si jo moral početi za denar, oziroma najbolj nenavadno delo ali pa služba? A je bilo kaj takega? Ja. Ko sem začel živeti v Sloveniji, iskal sem službo, soproga, otrok pride, sem šel v IMV. Z jezikom nisem bil na dober dan, takrat. In mi je v kadrovski rekla, drugače sem metalurg, končal sem šolo za metalurga, sem bil štipendist železarne Sisak in rabili so metalurga. En gospod Robert, inženir iz Tunisa, je doma me je testiral, začel je jokati prav, saj prvič, da dobim enega metalurga, sami kemike rinejo, 5 dol v kadrovsko, pove, da si zbran, jaz se bom poklical še, jaz pridem dol in rekla, ja, imamo že človeka, ki dela tam. V razvojnem inštitutu, ja, v Revozu. Sem rekel, dobro, dajte mi nek del, Ja, lahko greste na ta tekoči trak, na montažo. Sem rekel, je kaj bolj plačenega? Ja, prav, edin lakirnica. Sem rekel, dobro, dajte me v lakirnico, da grem delati. Pa ste viličar, sem rekel, nisem, ampak čez 3 dni bom.
Pol je pa res prišla čez 3 dni pogledati, jaz sem delal, jaz pa not v kabini štriham avte. Kjere? Avtomobile, Renault 4 je bil takrat, Kadar, pa Renault 18, ne? Pa kombi so bili. Pa je tako gledala iz vogala, a ni mogoče. Pa delovodja je poklicala, prav štriha, jojo štriha že 2 dni. Že zna. Ja, so bili prej roboti, ki so to delali, ne? Pa so pa nekaj se pokvarili, so dali ljudi delati not. To je bil najbolj strupen del. Ti dobro, da bolj strupen od kač v vojski. Ne? A je? Ja, po tem delu sem ga 3 leta pa pol. 5 let sem še iz nosa mi je šla barba, iz pljuč. Shit. Res? Ja. Ej, a si dober v šahu? A ni znano, da taksisti dobro šah igrate? A ne, jaz nimam časa za šah, jaz moram delati. Kaj pa so oni tam, ki na železniški šah igrajo? Daj mi povej o teh taksistih, kaj? Kaj bi rekel? To so taksisti, ki so prežijo. Pravi gospodje. Prežijo na plen. Ostrostrelci. In pravi gospodje, ki imajo dobre cene. Sej vem, sej za to pravim. Ja, oni imajo dobre Oni cene. so dobri v šahu. Oni so v šahu dobri, 2-3 vožnje naredi, zasluži kakor jaz, ker sem cel dan v avtu. Oni šah igrajo, ja, dobri so. Pa lepo spijo. Ne vem zdaj, če spijo, če ni strank, noben ne spi v taksiju. A se ti zdi, da je vedno več ljudi pogrunta oziroma se jih izogiba? A lete, taksi je vedno bil luksuz, ker oni nimajo ne vem kakšne cene, oni imajo samo cene grada Ljubljana. To, kar mi nimamo, to je pa zdaj čist drug par čevlov. Ampak tako hočem reči, veš, vse več ljudi ima Google Maps, internet, vejo pač, da so take pasti za turiste pa to, ne. Se mi zdi, da je vedno manj tega, no? Ja, slišal sem za eno anekdoto, ki je en od tam taksistov, ne vem, če še dela, pelo stranko do Interkontinentala okrog cele Ljubljane. Ja, vse za to. Ja. Nekega tujca, ja, to sem slišal. Čeprav ne verjamem, da je to res, ampak možno je vse. Ne? Ja, seveda. Vse smo tudi slišali za Brnik Ljubljana 150 evrov, pa take fore, ampak nočem nobenega, spomnil, da se je govorilo neparkrat, pa se je normalno. Veš kaj, to je tako taksist ali pa mizar, imaš dobrega, imaš slabega, večino so najbrž dobri. V vsaki skupini ljudi. Ti najdeš nekoga, ki bo hotel ljudi okrog prinesti. Kakor novinarje, ne? Ene so dobro plačene, ene slabo. Mersa, da vsako skupino ljudi, ki jih vzameš 100, boš potegnil ven 3 slabe pač, ne? Absolutno. Mislim, da to sigurno niso taksisti, to službo, ta cajt, če so to naredili, čisto na kratko so mislili upravljati. Če hočete na dolgo, pa morate imeti kulturo, karakter in spoštovati stranko, kot se spodobi. Mene pa nekaj drugega še zanima, veš, ki si rekel, da si se pol preselil v nov mest, pa tako, ne? Ki si prišel v Slovenijo, ki si prešal to državo, ne? Ja. A je bila kakšna stvar, ki te je mogoče malo presenetila v smislu kulture, načina življenja, ki si ti prešal to državo, a si rekel, zdaj je pa to malo drugače, veš? Kako je Slovenija tebe najprej? Naša lepa zelena država, ne? Ja? Od nekdaj. Ja. Ne samo zdaj, ampak od nekdaj. Enostavno ta kultura in dobrosrčnost ljudi veliko mi je dalo upanja, da bom nekoč zase nekaj naredil. Ne? Ker domačine, ki sem jih spoznal, če ti je Slovenc dal besedo, da je bo nekaj urejeno, pa si lahko šel domov, je bilo urejeno. Tako da absolutno kultura, karakter,
Ljudi, ki ti rad pomagajo, če vidijo, da se trudiš. Zdaj bi Jure rekel, Dolenci. Ne? Ja. Ne, ampak zanimivo, da si to izpostavil. No? To pa meni vedno privlači, pa me zanima, ne? Kako ljudje pa zaznajo spremembe v okolju, ne samo, da si v drugi državi. Kakšna razlika zate pomeni, zdaj si v Sloveniji, prej si bil nekje drugje. Ni nujen, da ne boljš, mogoče pa te pa kakšna lastnost Slovencev, če res na splošno pavšalno, zdaj šamarja točem, a te mogoče kdaj kakšna slovenska lastnost zmotila? A veš kaj hočem reči? Ja, mislim, da ne. Ker jaz sem odprtega duha, sluha in odprtih načel. Ne? Tako da mi je čez pogovore, pa druženja, pa to ostalo. Vsem je bilo normalno, gledajte, s kulturo se rodite. Ne? In ta družinska kultura je čisto okej. Otroci, če jih vzgajaš jih v tem duhu ali v veri, morajo šolo končati, morajo biti pridni, probleme in daš že vnaprej, da jih od majhnega rešujejo, tako kot sem jaz mogel. Ker moji starši niso bogati bili, šolali so me, ampak so rekli, lejtle, imaš probleme v življenju, probaj se izogniti tega, droge, pa alkohola, pa vsega. Ne? Tako da nikoli nisem niti probal, niti bom. Kaj so pa počeli vaši starši? Ja, Potar, pokojni, on je bil gasilski častnik, oficir. Ne? Mama je bila pa šivilja. Če ste mogoče kdaj slišali ali gledali 700 žen, tovarna Sana, Bosanski Novi. Film je posnet o teh ženah, kako pridno garajo. Kaj si pa želite, ali si želite, da bi tudi vaši otroci počeli isti poklic, kot ga vi? Ne. Otroci so se izbrali. Ne? A so že toliko veliki? Ja, toliko so veliki. Najstarejši je varnostnik, mlajši je ekonomist, drugače dela v ministrstvu za finance. Hčer je hrvaški vojak. A da nekaj? Ja, vem, profesionalci. To mi je razlagal Mirsad, jaz sem bil tako. Zakaj imam jaz 4 sina? Ne? Zato, ker je hčer v vojski. In tam mlajši je za software v Nemčiji dela, živi, tako da najmlajši. Madonna. Zanimivo. Kaj pa hčer počne v vojski? Jaz sem lahko tako kverpčen, malo me zanima. Ne? Ja, jurišnik je. A res? Ja. To so pa geni, geni. Tatini geni, pravi. Tatin sin. Kaj ti praviš za svoje tam malo? Ste slišali za Patrijo? Ja. Ona je not v Patriji, ko vam skoči, pa vsi padajo. Zet je glih tako. Ja. Vojak. Tam sta se spoznala, eno vnukinjo imam. Super. Kje se vidiš čez 10 let? Čez 10 let? V penzionu. Ampak firma bo še živa. V taksiju se vidim, ker pa jaz ne bom šel niti v penzion. Sej uradno bom šel, sem bom delal vedno. Boš? Ja. Tak duh, enostavno delati moraš. Ko se zbudiš, jaz ne vem. Ne vem, kako neki grejo na počitnice en teden. Da se to ne morem zamisliti, ker 30 let nisem bil niti na morju, niti na počitku. Mirsa, da mi povej, si ti kdaj imel kakšen hobi, kakšna stvar, ki te je zanimala stran od službe? A veš kaj? Full kontakt. A res? Ja, hrvanje je full kontakt. Rokoborba? Koliko časa si pa bil aktiven? V rokoborbi od 12. leta do 18. Pa sem pa od 21. leta do 33. full kontakt v Novem mestu. Zdaj pa psička. Je, ne? Zdaj si se pa malo spremenil, zdaj pa namesto, da lomiš vratove, zdaj božaš, ne? Ja, božam, zdaj pa.
Jaz mislim, da lahko kar udarimo z zadnjim atmosferskim vprašanjem, ker taksimeter je že odbil 1 uro, veš. To stane, veš. Pri Mirsadu to stane, ne, hecam se. Mirsad ni vklopil taksimetra za atmosferce. Ej, kjer je bil pa tvoj prvi avto? Ne, pustimo zdaj unga Fičota, ki si ga ti od fotra, ne? Od fotra. Kjer je bil tvoj prvi avto? Lahko rečem stojenka, komfortka, drugi je bil stojenka mediteranka, pa so pa šli Mille Trecento. A si kakšnega razbil? Ja. Veš, da sem hotel vprašati, kaj je največja neumnost, ki se ti je zgodila na cesti, pa da niti da ni bila neumnost, da mi malo to povej, no. Ja, največja neumnost je, ko se peljem z motorjem, in v vinku ga položim, pa nasprot z druge strani pride 128 Fiat in naravnost vame v nogo, motor, vse zbije. Kaj pa ti? Jaz sem pa leto čez 128. Poškodbe? Ja, Quasimodo. 3 mesece samo med lopaticam, bulo, tako, kot Quasimodo. Kaj pa, a si kakšen avto tudi lupu? Čustva strašer rečejo pri Novem mestu. Čustva strašer? Štrase. Ja, eno ulico od Novega mesta. Čustva ja, po tebi je imenovana. Ja, to so policaji rekli, to je čustva štrase. Kaj si naredil? Z 220 v most. Kaj? Ja, pa 4 smo bili not. Pa nobenmu nič. Itak. Nobenmu nič. Kaj pa je bilo ti? Ja. Kjer leta se je to zgodilo? Čustva štrase. 88 mislim, da je bilo. Enostavno sem pobegnil, pritisnil sem pa res, ker sem v Volvo 760 GL, in sem ga pritisnil, smo se pelali od Novega mesta proti Hrvaški. Nasproti je šel tovornjak, pa sem naenkrat luči pred mano. Aha, pa si mogel odviti, ne? Z jugotom je prehiteval tovornjaka. Jaz sem to hitro priletel, da on sploh ni vedel, da bom jaz priletel. Ja, sem pa odvil, me zaneslo in naravnost v most z 220. Ti, kako pa je bilo pol to, ste kaj zaspančkali ali ste bili kar... Ne. Ko smo stali zraven avto, so ljudje, ko so se ustavili, sprašvali, a je kdo živ? V glavnem v Novem mestu. Ja, to nas moraš, enkrat bomo te poklicali, pa ne boš si sploh predstavljal, boš rekel, ok, se kliče me Saša, on najbrž žab do VTC-ja, jaz ti bom pa rekel, pel me zdaj na čustvo štrase. Gremo pogledati. Ja, ti dobro, da se je tako zaključil, ne? Je dober, ker če bi ga zadel, takrat od njega ne bi nič ostalo. Ja, od vas tudi ne. Od nas pa. Ker itak je ostalo, ne? Ja. Most je, mislim, da je most trši, kot jugo 45. Ja, ne, mislil sem od Volvota, pa od vas v avto. Od Volvota prednja kolesa so bila 300 metrov na njivi. Stran od ceste. Res, motorja nikjer. Ne, nikjer, sem šraubki so bili. Ja. Dobar. Zanimiv zaključek tega podcasta, ljudje. Brat je bil v avtu, pa 2 prijatelja, ne? Ja. Te dva tudi, če danes govorite to zgodbo. Zdaj po pamet na cesti, ne? Se res, a imaš kakšen nasvet za voznike? Ja, držite se predpisov, ker boste konja ubili, držite se predpisov. Pa da ne bojo ulice po vas poimenovali. Ja, to. Kako pa vozijo ljudje po Ljubljani? Grozno. Česa je največ? Koper, Tablice, Gorica. A so, ne? Te so... A niso Celje tiste najhujše? Samo Tablice, za ljudi ne vem, odkot so, ampak te Tablice so egoistične. Tablice so krive. Koper, Gorica. Ja. To so živi egoisti, ko jih vidite, te Tablice, in avtomobili. A česa je preveč živčnosti na cestah? Ne vem, kam se jim mudi. Res.
To V iz, Koper. iz enega pasa v ta tretji ob 4 popoldan po tej gužvi. Samo na sem mislil. A se ti kdaj razjeziš za volan? Ne, Nikoli. Kekac. ne, jaz grem na kavo. Takrat, ko čutiš, da te preklapla, Takrat, ko čutim, da je nevarno, ne, da je veliko Koper, Igoric tablic v Ljubljani, jaz grem na kavo. in pol kava se pije, avto se fila. Avto se pilo. To je to. To je Bam. to. Bam. Mirsad, mater vola, hvala, ker si se oglasil, pa si povedal par zanimivih tudi o tem, da je motor zginil, da so samo šravki ostali. Šravke. Čustva štrase, jaz bom zdaj ugasnil tale naš taksimeter. Hvala, da si prišel, pa hvala za tvojo zgodbo. Hvala vam, fante, se slišimo. Take poškodbe so na avtu celo, šasijo stlačeno. Kabina je bila v redu. A je vas ven pometala? Ne, privezani vsi nam, ta šasija se podriva pod avto in rine gor. Mi smo bili v luft, v strehi. Hočeš reči, da če ne bi bil Volvo, da bi bilo mogoče drugače? Ne vem, če bi se danes pogovarjali. A si predstavljaš Volvo, sinonim za varnost, veš, gleda avto, pa tako, kako je njim to rata? Aha, daj povej. Atmosferci.com/trgovina. Ne, Yes. sam tam moraš iti na trgovino. Na, ja, sej. Vse jasno. Ja.